Pozdravljeni. Verjetno je marsikdo izmed vas zasledil, da šasija, ki jo ima na razpolago Nikita Mazepin, je nekoliko težja od šasije, ki jo ima na razpolago prav tako pri ekipi Haas Mick Schumacher. Danes se bomo začeli spraševati, kolikšna je lahko razlika med eno in drugo šasijo ter kaj se skriva pravzaprav v ozadju. Verjetno je tudi marsikdo izmed vas zasledil novico, da po poletnem premoru naj bi pri ekipi Haas dodelili Nikiti novo, recimo temu olajšano šasijo. A na vprašanje, koliko je sedanja šasija, ki jo ima na razpolago Nikita Mazepin, težja, nismo dobili konkretnega odgovora. Gunter Steiner je dejal, da ni niti 20 ali 10 kg težja, ampak da je težja. In seveda smo v Formuli 1, vsak gram šteje. Minimalna teža celotnega bolida je 752 kg. In poznamo zgodbe, kako se na bolid Formule 1 pritrdi uteži, da se doseže tisto minimalno predpisano težo. Razumeti moramo še nekaj. Šasije kot ostali drugi elementi v Formuli 1 so narejeni več ali manj ročno. Torej dveh popolnoma enakih delov iz ogljikovih vlaken pravzaprav ni. Zato tudi teža je malce različna. Danes bomo skušali razumeti, kolika bi bila lahko ta razlika v teži med eno in drugo šasijo, kajti razumem, da samo po sebi je izjemno težko napraviti dve šasiji, ki bi porabili približno enako količino, naprimer, teh tkanin z ogljikovih vlaken. Zato bomo uporabili nekaj, kar imam na razpolago. Namreč, kolikor se spomnite, pred časom sem imel priložnost komentirati prvi in drugi prosti trening na veliki nagradi Štajerske z Izidorjem Halužanom. In ta je bil tako prijazen, da mi je v dar prinesel nekaj delov, ki jih bomo danes uporabili. Na razpolago imamo bočni usmernik in nosilec prednjega profila Dallara F312, seveda Formule 3, a deli so iz ogljikovih vlaken. A pojdimo kar k temu prvemu delu, ki ga vidimo tu, kot lepo je vidno, je prisotna še poškodba, ki jo je napravila pneumatika, ampak gre za tisti bočni usmernik, Birchboard v angleščini. Vidimo lahko na tem delu, da ima še tisto nalepko, ki nam pravi točno model tega dela. Pazimo, da gre za ogljikova vlakna, ki so ojačana s kevlarjem, in teža tega dela, ki je dokaj velik, je manj kot 500 gramov. Seveda na posnetku vidite točno težo in zadeva, kolikor ste opazili, je tudi precej debela in trdna. A tisto, kar je bolj zanimivo, je ta prednji nosilec. Kot ste opazili na fotografiji, je tu vmes nekako speljano tisto vpetje, ki drži prednji profil na nosnem konusu. Gre za dva lista iz ogljikovih vlaken, približno dimenziji 22 za 25 cm, debeline približno milimetra. So ogljikova vlakna, ki so dokaj gibka, gre za votlo strukturo in teža tega dela je manj kot 150 gramov. Seveda, sedaj nam je jasno, da ukolikor je na šasiji, ki jo ima na razpolago Nikita Mazepin,
Nekaj dodatnih ogljikovih vlaken bi lahko bila razlika med eno in drugo, kolikor upoštevamo to merilo, tam nekje 200 do 250 gramov, kar je ogromno, kar sem zaokrožil, mislim, da precej navzgor. Kolikor se spomnimo tistih mojih kalkulacij izpred časa, smo že mnogokrat dokazali, da približno 10 kg goriva ali višje teže pomeni na krog, seveda spet odvisno od proge, med 2 in 2,5 desetink. Torej, vidimo, da tistih 200 gramov, ukolikor bi bila šasija težja, ne bi smelo bistveno vplivati na čas na krog. Seveda, zaustavljalo bi ga malenkost, ampak ne toliko, kot smo videli po raznih rezultatih. Tu se moramo vprašati, zakaj ima lahko Mazepin več materijala na svoji šasiji. Namreč, ukolikor pride do kakih poškodb, ukolikor je material utrujen, ukolikor je šasija počena, se praktično določen del prekrije s kožo ogljikovih vlaken. In seveda to pomeni dodaten material, kar na koncu pomeni dodatno težo. Spomnimo se zaključka lanske sezone. Namreč oba voznika ekipe Haas, takrat Magnussen in Fittipaldi, sta vsak imela na razpolago le eno šasijo. Fittipaldi je dobil ono rezervno, ker šasija Romana Grosjeana resno ni bila več za nobeno rabo. Je možno, da je bil Nikita Mazepin starejšo šasijo iz sezone 2020, katera je prestala marsikaj in jo je bilo potrebno ojačati, medtem ko, na primer, Mick Schumacher je dobil svežo. Drugi ostanek iz sezone 2020 je pa tisti, ki ga imajo za vsak slučaj za rezervo. Možno in tudi razložilo bi marsikaj, zakaj je prvič šasija Mazepina težja, zakaj ima morda malce slabše rezultate, ne toliko zaradi višje teže, kot zaradi utrujenosti samega materiala in morda tudi kakšne razpoke, ter na koncu tudi zato mu bodo naredili novo šasijo praktično za drugo polovico sezone. Zanimivo, da mi kot navdušenci nikoli ne bomo izvedeli, koliko je bila težja šasija Nikite Mazepina v tem obdobju. Dvomim, da kaj več kot 200 gramov, kajti videli ste, da ukolikor bi bila za kilogram težja, je to ogromna količina materijala. V bistvu več kot za 2 taka dela. In to v svetu Formule 1 je enostavno preveč. A toliko za danes, za ta, po mojem, zanimiv prispevek. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.